Da začnemo krizo, na krizo se najprej pozdravljamo, pa predsednika nacionalnih strank, ki sta danes odloča, gospoda Janeza Janše in gospod Mijo Novak. Dovolite bi začeli z ekspozeji teh, ki ta sestanek vodimo, ki naj ne bi tudi daljši kot 5 minut. In če vas tem ljudi tudi predstavlja, tiste, ki ne poznate, na moji skrajni desni je kolega Makarovič, na moji desni je kolega Šturm, na moji levi kolega Tomšič in na moji daljni levi je kolega Tomšič. To se pravi, to je za spet in upam, da bomo kratki in koncizni. Bi najprej prosil za besedo kolego Makaroviča. Ja, hvala in vsem prav lep pozdrav. Moj razmislek se nanaša na tisti dve smernici, ki govorita o sodelovanju namesto izključevanja in pa o tem, kako je zmago mogoče doseči samo skupaj. No, eden od glavnih razlogov za popolni polon danes vladajočih strank in njihovih moredavnih zaveznic je namreč ravno v sistematičnem izključevanju. Ko se je 2008 rodil jesenski trojček, se je modifikovalno tudi bi rekel KGB, sem upozoril, da imajo eno resno težavo, da jim manjka jasen, prepoznaven skupen program, kakršnakoli skupna vizija. Žalostno je, da smo imeli ves čas v bistvu samo eno res skupno točko in ta točka je bil Janez Janša. Koalicija je bila zgrajena izključno na konceptu skupnega nasprotnika ali celo skupnega sovražnika, ne pa na lastnih pozitivnih ciljih. Izključevanje jih je najprej povezalo in na to seveda potopilo. Zavrnili so vsako priložnost za sodelovanje z opozicijo, zavrnili so ne le koalicijsko, ampak tudi projektno sodelovanje, zavrnili so možnost razvojnega partnerstva in odrekli so celo že ustaljenem socialnem partnerstvu. Odtujili so si celo sindikate, ki so bili nazorsko in interesno tradicionalno blizu. Ali to je bilo dovolj, kajti potem so si odtujili še drugega. Najprej je trojček izgnal Javca in prek tega stranko Desus, potem pa po seriji izsiljevanj ultimatov še sam razpadel. Ostala je ena taka neoperativna in dezorganizirana vlada, ki seveda za njo nihče ne ve natanko, kdo jo sploh še podpira in predvsem kaj sploh naj bi se počela. To je seveda žalostni epilog izključevanja, katerega cene pa seveda ne plačuje na žalost samo slovenska kvazi levica, ampak tudi Slovenija kot celota. In to je pa predvsem pomemben nauk. Nauk, kako stranke nikakor ne smejo ravnati. Slovenija lahko svojo novo pomlad oživi in doživi samo, če bodo politične stranke sledile pozitivnim ciljem in znale se pri tem medsebojno sodelovati. Prihodna koalicija za novo slovensko pomlad bo morala biti na prvem mestu dovolj programsko enotna, na tej podlagi pa sposobna za dobro Slovenije sodelovati s širokim krogom partnerjev v civilni družbi in v politiki. Pomladne stranke so doslej vsaj dvakrat pokazali, da to zmorejo. Najprej v času osamosvajanja, ko so uspeli doseči širok konsens za ta proces, in potem med drugim partnerstvu za razvoj v času prejšnje vlade. Nova slovenska pomlad bo morala temeljiti na iskanju sinergij, na iskanju zaveznikov in partnerjev, kjer je to le mogoče, ne pa na iskanju nasprotnikov ali celo sovražnikov. Mi danes ne potrebujemo koalicije proti nečemu ali proti nekomu. Ne rabimo koalicije proti sedanji vladi, ali pa koalicije proti jesenskim strankam, ali pa koalicije proti predsedniku, ki nagrajuje stare udovce. Ne. Potrebujemo koalicijo za, ne pa koalicije proti. In potrebujemo koalicijo, ki bo Sloveniji prinesla ne samo okrevanje, ampak tudi ponovni gospodarski zagon in iz tega izhajajočo blaginjo. Ki bo povrnila zaupanje v vlado, v politiko in v demokracijo nasploh. Drža medsebojnega sodelovanja, širine, odprtosti
je tista, ki jo bodo volivke in volivci nagradili na volitvah, ki prihajajo. In to je tudi hkrati edini pravi način, kako je treba voditi Slovenijo, da se izvlečemo iz sedanjega očitnega nazadovanja in propadanja. In prav zato takšno držo odprtosti in širine priporočamo strankarskim voditeljem, ki želijo prispevati k novi slovenski pomladi. Hvala. Hvala, lepo zdrav vsem. Sam se bom osredotočil na te področji. Na eno bom rekel pozitivno usmeritev, na drugo pa bo na neko svarilo, kako ne ravna. Začenjam s prvim, ki ga na kratko pozamem z mislijo pisca Frederika Bastiata, ki jo je povedal v tej knjigi Zakon, ki je nedavno pisal, in sicer to, da ima ekonomija prednost pred politiko. Ta misel ni bila nikoli bolj aktualna kot dan danes v situaciji v Republiki Sloveniji. Ne bom razlagal, zakaj vsi vemo. Program strank Slovenske pomladi naj bo in že ko vidimo osredotočen na ekonomsko-gospodarsko vprašanja blaginje in zdravja prebivalcev Slovenije in to naj bo tudi posredno programsko vodilo strank Slovenske. Slovenija potrebuje zagon podjetniškega duha. Končati je treba s parazitsko kvazi ekonomijo tranzicijskega obdobja, ki je vlekla za seboj postaline prejšnjega sistema. Edino mobilanje na tržne zakonitosti z upoštevanjem etičnih korektivov je tisto, kar lahko Sloveniji zagotovi nadaljnji gospodarski razvoj in tržno pot v prihodnost. Rekel sem, da bom povedal tudi nekaj o svarilu. Stranke Slovenske pomladi naj ne nasedijo provokacijam, ki ves čas prihajajo s strank Slovenske jeseni in s strani njihovih medijskih spremljevalcev. Naj ne nasedijo provokacijam kulturnega boja. Vse prevečkrat so se stranke Slovenske pomladi spustile v terene in se pustile zapletati v teme, ki so jih podpirali, v teme medvojnega ali povojnega razdobja, v teme razmernih sektorov in državo in podobne klasične teme kulturnega boja. Naj stranke Slovenske pomladi gledajo na to kot na provokacijo, naj zamahnejo v tem roko in rečejo, pogovarjajo se o tem, kar je dan danes za slovenskega človeka misleno. Kako bo preživel nadaljnjih 5, 10 in 20 let. O teh temah naj se pogovarjajo pa tisti, ki jih kaj naprej zapuhajo in z velikim veseljem ponovno vlečejo na plan. Hvala lepa. Hvala za besedo. Lepo zdrav tudi z moje strani. Skozi celotno tranzicijsko obdobje so precej pogoste, precej živahne tudi debate o stanju demokracije v Sloveniji. To velja tudi za aktualni trenutek. Namreč, nekateri ideologi vladajoče tranzicijske levice nas v zadnjem času vneto prepričujejo, da se nam v primeru prihoda sedanje opozicije, predvsem največje opozicijske stranke SDS na oblast, obeta demokratično nazadovanje ali celo zdrs v diktaturo. Zato pa ponavadi ne navajajo nekih kredibilnih argumentov. Razumljivo, vse jih ne premorejo. V obdobju 2004-2008 namreč nismo imeli opraviti za kakršnikoli resnejšimi kršitvami človekovih pravic in svoboščin, kaj šele za nekakšnim suspenzom demokratičnih institucij in postopkov. Teda je konec koncev Slovenija predsedovala Evropski uniji in zato dobila večinoma zelo pozitivne ocene. Mar bi se to lahko zgodilo v primeru, če bi njena vlada tedaj uvajala neke avtoritarne principe. Na večini lestvic, ki merijo stanje demokracije v državah, se v obdobju 2004-2008 položaj Slovenije ni poslabšal. Do nazadovanja pa je prišlo kasneje, za nastopom vladavine tako imenovanega levega trojčka. Tako je denimo v zadnji zelo odmevni raziskavi britanskega časnika The Economist Slovenija prvič po več letih izpadla iz skupine demokratično najbolj razvitih držav.
In to je seveda v veliki meri posledica prakse, predvsem aktualnih oblastnikov. Če za časa prejšnje vlade ni bil nihče od opozicijskih politikov v kazenskem ali kakšnem drugačnem postopku se strani državnih represivnih organov, sedaj temu ni tako. Pri tem so seveda navdali predvsem opozicijski politiki. Se je kar nekaj članov bivše vlade z njenim predsednikom na čelu se znašlo v takšnih ali drugačnih postopkih. Pri čemer je bilo večinoma, če na prvi pogled jasno, da gre za čisto običajne konstrukte. Vendar pa so obdelave se strani represivnih organov deležni tudi, recimo, temu odpadniki iz lastnih vrst, kot je recimo poslanec Andrej Magajna, ki je takoj zatem, ko se je javno distanciral od prakse vladajoče politike, postal predmet kriminalistične preiskave po zelo hudimi obtožbami, ki so se ravno tako kratkem izkazali kot predsedični ali pa vsem izmišljene. Ob tem vladni apologeti sprevrženo razlagajo, da ti primeri kažejo, da pri nas pravna država deluje. Če bi bilo sankcioniranje nasprotnikov oblasti znak učinkovite pravne države, potem je kakšna Lukašenkova Belorusija, pozvana evropska diktatura, zgled neke učinkovite pravne države. Tam velik del opozicijskih politikov ne samo da je v obsodbi, ampak tudi sedi v zaporu. Očitno je, da vladajoča tranzicijska levica ni sposobna sproducirati nekega pozitivnega razvojnega programa, kaj šele programa, ki je prispeval k večji kvaliteti demokracije. Zato je pred Slovenijo kar nekaj demokratičnih izzivov, s katerimi se bo morala soočiti nova slovenska pomlad. Gre predvsem za liberalizacijo in deetatizacijo celotne slovenske družbe. Le na ta način bo namreč mogoče razbiti monopole in omrežja, ki parazitsko oklepajo državo, s čimer ne samo da izčrpavajo njene državljane, ampak tudi omejujejo njihovo svobodo. Hvala. Hvala lepa. Lepo pozdravljam še v mojem imenu. Pred enim tednom, mislim, da prav v torek, smo javnost na novinarski konferenci pozorili na zelo jasno in realno nevarnost in možnost, da se bodo tematike kulturnega boja uporabile oziroma zlorabile v okviru priprave na naslednje državno-zborske volitve. In samo 3 dni kasneje smo dobili tole. Samo 3 dni kasneje. Hujskaško naslovnico na enem izmed slovenskih tednikov. Zdaj sem to naslovnico si ogledal malce z veseljem. Zanimanje, bom rekel, no? Ker na njej je resnica kar nekaj napak. Prvič naslov te ključne teme, združena desnica. Kot jaz vem v Sloveniji, desnica ni združena. V slovenski desnici je več različnih strank, ki pokrivajo različne teme, ki pa se znajo pri pomembnih področjih, tematikah pogovarjati, usklajevati in tako naprej. Se pravi, slovenska desnica je kvečja razdružena, hkrati pa sposobna medsebojne komunikacije. In to je pomembno. Drugič je zanimiv podnaslov, ki je tipično kulturno-bojniški. V volilni boj se je vključila tudi cerkev. Seveda znova napaka. Cerkev vemo, da ne nastopa na volitvah in cerkev tudi ne vodi državo. In potem je še tretja napaka. Tu sta 2 osebi prikazani kot novinarja, ljubljanski načkov aktualni in pa nekdanji predsednik vlade. Spet velika napaka. Tukaj gor ne bi mogli imeti novinarjev. Zakaj? Razlog leži v edini delni resnici na tej naslovnici in to je ta okostnjak. S tem, da ta okostnjak ni Borut Pahor, kot nakazuje ta naslovnica. Ta okostnjak je Slovenija. Slovenija je v zadnjih letih bila poglodana do kosti. Se pravi, da tisti, ki bo na naslednjih volitvah prišel na oblast, ne bo mogel biti vrhovina. Kosti so oglodane. Tisti, ki bo naslednji bil na oblasti, bo seveda vršil popolnoma drugačno vlogo. Na te kosti bo treba spraviti nekaj mesa in potem nekaj mišic in potem šlo spraviti po kondicijo. Slovenija pa je na mandatu dveh športnih atletskih
morda celo bodybuilderski kondiciji. Ali dejstvo, da je Slovenija okostnjak, da je oglota na dopusti, pomeni, da bo samo po sebi prišlo do spremembe na volitvah? Seveda ne. Seveda ne. Na to smo tudi mi upozorili. Zaradi tega smo spisali 7 vodil za zmago slovenske pomladi na volitvah in ponovno poudarjam, da nas je slovenska pomlad širše kot pa nekaj strank, ki so bili to tradicijo. Sem sodi tudi civilna družba, sem sodijo strokovnjaki, vsi ljudje, ki jih vodijo v tej naši državi in vse stranke pomladanska ideja. Douglas North, znani ameriški ekonomist, je zelo lepo razložil, da lahko zelo dolgo časa obstajajo in zakaj do tega prihaja tudi neučinkoviti aranžmaji. To je zelo lepo razložil. Znani nemški sociolog Klaus Hofe je pred časom razložil, kako lahko pride do spremembe takih aranžmajev. Zato morate biti izpolnjeni na 2 pogoja. Prvi je ta, da obstoječi aranžmaji ne zmorejo več kršiti svoje vloge. In mislim, da je v Sloveniji evidentno, da je temu tako. Ampak to ni dovolj, mora biti izpolnjen še en pogoj. Sicer aranžmaji morajo biti za svoje neučinkovitosti razkriti in diskreditirani. In v bistvu je naloga civilne družbe, političnih strank in vseh, bom rekel, malo patriotичnih ljudi dobre volje, odpreti in voditi razpravo o ključnih problemih Slovenije. To je naša naloga. In potem, v naslednjem koraku, poskrbeti, da Slovenija ne bo več to, kar je danes. Slovenija je danes država cinizma, polorganizirane kraje, v mreži, ki se ugradila državo in pa egoističnega individualizma. Ampak moramo vsi skupaj doseči, da bo v naslednjem koraku Slovenija postala razvojna družba, ki bo vsako posamezniku v resnici omogočala, da doseže, da razvije svoje talente, svoje interese in da lahko v njej dostojno živi. Hvala. Za mizo zaključenja bi povabil še 2 kolega k besedi. Prvo bi dal besedo kolegu Vrščiču, če nam lahko predstavi ukratko svoje misli. Hvala za povabilo. Jaz bom začel z eno mrakovno ugotovitvijo, da po 20 letih samostojne Slovenije me v vidu stanje slovenske države napotuje na ugotovitev, da je duh slovenske pomladi mrtev. Imamo samostojno državo, na kar smo lahko ponosni, vendar nas vid v dejansko stanje, kje smo leta 2011 in če to sliko sopostavimo z ideali v letu 1991, ugotovimo, da imamo namesto substantivne demokracije demokraturo, namesto pravne države kritokraturo, namesto svobodnega tržnega gospodarstva nek izrojen sistem sui generis, ki bi ga lahko poimenovali sintagmami, kot so plenilski, tovarišijski ali oligarhični kapitalizem. Skratka, v bistvu lahko govorimo o nekih izgubljenih iluzijah, o razčaranosti, o družbeni anomiji in stanju popolnega brezumja. Zdaj, ali leto 2012 oziroma mandat 2012-2016 lahko pomeni nek radikalni preobrat? Gotovo samo zamenjavo oblasti tega ni za pričakovati. Namreč eden temeljnih problemov Slovenije ni to, kdo vlada, ampak kako vlada. Problem, ki se je pojavil v tranziciji, je ta modus vladanja 3 karjev. Klientelizma, kriminala in korupcije, do katerega pravzaprav nobena vlada v tem obdobju ni bila imuna. Rezultat
je seveda popolno politično, ekonomsko, moralno razsulo v državi. Kar pomeni seveda, da če bomo želeli doseči razvojni preobrat, pomeni, da bo potrebno ovreči ta dezavuiran modus vladanja. Kar pomeni, da se bo morala bodoča vlada samo omejiti in odreči te plenilski logiki črpanja ekonomskih rent, kajti, kot je dr. Rončević omenil, je stanje slovenskega gospodarstva tako kritično, da praktično mesa več ni. Da potekajo zadnji trenutki, če smem prispodobo uporabiti, ko odmontiravajo radiatorje. Se pravi, da naslednjo vlado čaka zelo, zelo trpko delo. Če pogledamo stanje javnih financ, letošnje leto bomo zaključili skoraj 16 milijardami dolga. V zadnjih 3 letih smo konsekutivno nabirali med 5,5 in 5,8% proračunskega primanjkljaja, kar pomeni, da smo de facto v 3 letih zapravili celotno vrednost državnega premoženja. Kar pomeni, da če bi naslednja vlada izvedla hitno privatizacijo ob predpostavki te upravljalske strukture z celotno prodajo državnega premoženja pokrije zgolj proračunske primanjkljaje zadnjih 3 let. To se pravi, manevrskega prostora za nadaljevanje te razbrzdane keynesijanske politike, kjer velja prepričanje, da je pot v lepšo prihodnost tlakovana z večjo javno porabo, to preprosto ne bo šlo. Dobra stran te krize je pokazala, da je slovenski razvojni model, ki temelji na razbrzdanih javnih financah, na rekonstruiranemu keynesijanizmu, preprosto nevzdržen. To pomeni, da bo moralo priti tudi do idejnega preobrata, do vrnitvi k nekim konservativnim vrednotam odrekanja, varčevanja in smelih ciljev, se pravi, da bodoča vlada ne more nadaljevati te politike ciljanja 3% proračunskih primanjkljajev, potem se pa vsako leto z enkratnim ali 2-kratnim rebalansom zgodi skoraj 6% proračunski primanjkljaj, ampak mora biti kategorični imperativ fiskalne politike izravnan proračun. Kako to misijo tako rekoč nemogoče doseči? Pomeni zmanjšati javno porabo za 2 milijardi evrov. To bodo nejeverni tovaži med vami rekli, da je to misija nemogoče. Sam trdim, da je to seveda misija mogoče, s tem, če se vlada zaveže v začetku, se odreče belim lažem v predvolilni kampanji in trdi, da je samo s preobratom in zavzetjem oblastnih pozicij, da bo prihodnost lepša. Ne. Potrebno je Slovencem naliti čistega vina, se odreči socialni demagogiji in začrtati program varčevanja na vseh področjih, začenši z motorkadami Audijev A6, A8 v vladi, s prodajo Falcona, z odrekanjem bivanja v superluksuznih hotelih, verjetno tudi z demonstrativnim zmanjšanjem plač in potem seveda s tako restriktivno politiko zahtevati odrekanje tudi od državljanov. Zmotno je namreč mišljenje, da so vse reforme padle zaradi tega, ker je v Sloveniji nek protireformni sentiment in da so vsega krivi sindikati. Nikakor ne. Verjemite, slovensko ljudstvo je pripravljeno na odrekanja, vendar, če bi videlo, da vladajoči razred
temu daje zgled. Seveda, v razmerah, ko si državni zbor kupuje najnovejšega Audija A6, težko pričakujete, da bo ljudstvo pristalo na poslabševanje, recimo, upokojitvene starosti. Skratka, ključno je se ogibati socialne demagogije v predvolilnem boju, začrtati nek premočrten ekonomski program, ki mora temeljiti na nekih konservativno-liberalnih izhodiščih, na otresti se francoske bolezni, ki je vse prisotna v Sloveniji, da je država tista, ki lahko poskrbi za gospodarsko rast, da je država tista, ki lahko ustvarja delovna mesta. Ne. Država je problem, ne rešitev. Lahko pa, in to mora, država poskrbeti za pogoje za ustvarjanje delovnih mest. In kaj pa so ti pogoji? Prav nič drugega kot razumno pravosodje in nizki davki. Onstran tega se lahko zanesete na podjetnost ljudi, da bodo sami poskrbeli za gospodarsko rast. Se pravi, pomeni potem izziv leta 2012 pravzaprav ovržba tega socialističnega recidiva, se pravi teh različnih pojavnih oblik rdečega, oranžnega in zelenega socializma in zadnje, kar potrebujemo, je zamenjava teh treh tipov socializma z rumenim socializmom. Se pravi, je ključen izziv za pomladne stranke reartikulacija, ponovno ovrednotenje, kaj je izročilo slovenske pomladi, zakaj smo Slovenci pravzaprav leta 1991 šli iz Jugoslavije. Ne samo zaradi nacionalne emancipacije, ampak tudi zaradi želje po boljšem življenju, po družbenih spremembah, kar pomeni, da po samostojnosti čakamo tri stvari. Pravo demokracijo, pravno državo in svobodno tržno gospodarstvo. To mislim, da so izzivi, ki čakajo vse stranke, pogojno rečeno, slovenske pomladi. Hvala. Hvala lepa. Torej, očitno je, da je zmaga pomladnega bloka na naslednjih državno-zborskih volitvah, kadarkoli pač bodo, nekje v roku enega leta, recimo, ne sicer še gotovo dejstvo, ampak je danes že zelo verjetno dejstvo. Seveda, ta zmaga nikomu ne sme biti končni cilj, ampak je lahko kvečemu umestni cilj, oziroma mora biti kvečemu sredstvo za dosego nekega pravega cilja, ki se mu reče boljša Slovenija. Torej, ki pomeni, da bo Slovenija uspela izkoristiti svoje potencijale, ki jih ima, in doseči v resnici, da se bomo prebili med najboljše v Evropi in najboljše v svetu, kar si želimo, ne samo po bruto domačem proizvodu, ki je sicer pomemben kazalnik, ampak kot je rekel, mislim, kar Bob Kennedy meri vse razen tistega, kar je v življenju res pomembno, ampak tudi po drugih kazalnikih, recimo indeksu kvalitete življenja in podobno. Zato je prav, da so že danes naši pogledi uprti v naprej, torej v čas potem, ko bodo ljudje na volitvah odgovornost za upravljanje države prenesli, povedali drugim nosilcem. In za uspešno vladanje so, po mojem, tri ključne besede. Prva ključna beseda je strateški načrt, druga ključna beseda so človeški viri oziroma človeški potencijali in tretja ključna beseda je, že pred mano omenil kolega Makarovič, to je sodelovanje ali vključevanje, ali kakorkoli hočete temu reči. Zato o tem tretjem sodelovanju in vključevanju ne bom govoril, to bi že vse lepo povedal, pač bom povedal nekaj o prvem in drugim ključne besede. Prva ključna beseda je strateški načrt, namreč stara modrost pravi, če veš, kakšen je tvoj cilj, če si postaviš cilj, potem boš našel tudi pot. Vlada mora na začetku mandata postaviti zelo jasen in pregleden strateški načrt s konkretnimi cilji.
ali po domače povedano, vedeti mora, kaj hoče. To je ena, po mojem, najbolj pozitivnih izkušenj mandata 2004-2008 in ena najbolj negativnih izkušenj mandata 2008X, ne vem, kdaj se bo končal. To je to, da preprosto od samega začetka ne vemo, kaj vlada hoče, oziroma vidimo, da tudi vlada sama ne ve, kaj hoče. Ključno za upravne države je, da na začetku mandata veš, kakšni so tvoji cilji. Če cilje vidiš, potem je vsaka pot ta prava. Torej, strateški načrt. Koalicijska pogodba, ki jo bodo v roku enega leta, pred mojem mnenju sestavljali predsedniki pomladnih strank, ne vsebuje konkretno tabelo 40 do 50 konkretnimi cilji z odgovornimi nosilci, z roki in z merljivimi kazalniki uspeha. Dam samo en primer, da boste približno videli, na kaj mislim. Recimo, eno ciljev je povečati možnost za plačevanje po učinku oziroma uspešnosti v javnem sektorju. To je eno ciljev. Odgovorna institucija je resorno ministrstvo, rok, ki je lahko postavljeno recimo december 2012, in indikator uspešnosti, kazalnik, ki bo na koncu povedal, ali je bilo to uspešno ali ne, sta lahko recimo dva. Eno je, ali so ocene delovne uspešnosti v javnem sektorju, ki jih vsako leto dajo predstojniki, skladne za neko normalno Gaussovo krivuljo, ali tako kot imamo prakso danes, da so praktično 80% ljudi v javnem sektorju ocenih z najvišjo oceno. In pa zelo preprosto, kakšno je razmerje v masi plač med fiksnim delom in variabilnim delom, torej tistim, ki je odvisno delovne uspešnosti. Če danes to razmerje 99:1, recimo, potem bi morali si postaviti za cilj, da je nekje 90:10 ali mogoče 85:15 za vrt v enem mandatu. Potem pa naprej. In tako dalje. Torej 40 do 50 konkretnih ciljev z merljivimi kriteriji, kazalniki uspešnosti. Na koncu mandata ne gre vlada v parlament skozi kakršenkoli mehanizem, lahko je to recimo vprašanje zaupnice, ne gre predsednik vlade v parlament z ministri in naj od koncu mandata položi račun. Od tistega, kar smo si na začetku zastavili, smo uresničili toliko in toliko in imamo za to tudi dokaze. To je prava razprava, ki se mora odviti po mojem mnenju na koncu vsakega vladnega mandata, že tudi kot istočnica za naslednje volitve. Naslednja ključna beseda so človeški viri. Vlada lahko ima sijajen načrt, ima lahko sijajne cilje, ki so konkretni, ki so merljivi, ki so pozitivni in vse to, vendar tega ne more doseči brez kvalitetnih ljudi. Vlada je odgovorna za celotni javni sektor in mora voditi kadrovsko politiko. Za razliko od napovedi pred prejšnjimi volitvami, ko se je sedanji predsednik vlade na nek način bal voditi kadrovsko politiko, ali pa se temu celo naprej odrekel, z besedami kot recimo, ne vlada ne bo nikogar zamenjala, razni skrivnih razlogov in tako naprej, je dejansko vlada obljubila, predsednik vlade obljubil nekaj, česar mu sploh ni bilo potrebno obljubiti. Vlada mora voditi kadrovsko politiko in mora kadrovati na ključnih mestih v javnem sektorju in mora seveda tudi marsikoga zamenjati. Ne samo, če naredi kaznivo dejanje ali kaj podobnega, ampak tudi zaradi tega, ker ne dosega rezultatov ali pa ni motiviran, da bi izvajal vladni program. Nihče v javnem sektorju se ne sme imeti za nezamenljivega. Vedno je treba iskati nove in boljše kadrovske rešitve. Vsakdo se mora zavedati, da je zamenljiv od predsednika vlade navzdol, ministrov, državnih sekretarjev, direktorjev, direktoratov in ostalih. Pri kadrovski politiki naj vlada sledi principu kompetentnosti, išče naj si kompetentne, torej sposobne, kritične in samozavestne ljudi za ključna mesta. In temu da absolutno prednost pred pripadnostjo, pred tem, kdo je naš, pred strankarsko pripadnostjo in tako naprej. Kajti izkušnje kažejo, da največ škode naredijo nekompetentni in nesamozavestni ljudje na pomembnih mestih, ki svoj primanjkljaj potem kompenzirajo s pretirano lojalnostjo, prikazovanjem realnosti skozi rožnega očala in lezenjem šefom nekam, da ne rečem kam.
ne more biti vsak v nadzornem svetu nekega velikega poslovnega sistema. Jaz ne moram biti član nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke ali Istrabenza, ker nisem za to kompetenten, ker imam teh znanj. In na to bo treba zelo, zelo paziti. Menjave iz strankarskih razlogov, samo zato, da tistega, ki ni naš, zamenjaš tistim, ki je naš, so nepotrebne. Ne menjaj, če nimaš zanesljivo boljšega človeka. Iz mandata 2004-2008 imamo nekaj zelo pozitivnih zgledov, ko so bili, recimo, ljudje, ki sicer niso imeli strokovnih pomanjkljivosti, nadomeščeni za drugimi, ki so imeli drugačen pogled na stvari, recimo davčna uprava, Ivan Simič, recimo Urad za varstvo konkurence in še nekaj takih primerov je. Strankarska pripadnost, po mojih izkušnjah in trdnem prepričanju, je v javnem sektorju nepomembna, dokler so ljudje kompetentni in motivirani za delo. Ogromno je profesionalcev, ki gradijo svojo kariero na profesionalnosti, ne na strankarski pripadnosti. Seveda se je pa treba znebiti gverilcev in saboterjev. Ta beseda gverilci oziroma guerilla government je vzeta iz strokovne literature. To ni politična fraza. Guerilla government pomeni, to so ljudje, ki v vladi, v državni upravi in drugod v javnem sektorju iz nekih postranskih interesov, strankarskih, lobističnih in tako naprej delajo škodo. Te mora pa vlada prepoznati in jih mora seveda odstraniti. Javni sektor bo eden ključnih izzivov naslednjega mandata. Torej, vse govori v to smer, da ga bo treba racionalizirati, izboljšati njegove storitve in poceniti. To je dejstvo, pri tem nobena vlada ne more ubežati. Tukaj se celo vsi strinjamo. Seveda pa bo to zelo, zelo velik izziv. In to bo treba znati narediti. Je mogoče, definitivno je mogoče. Ne smemo pa tega delati na tak način, da bi šli za javnim sektorjem v vojno. Kajti v nobenem podjetju vodstvo ne bo uspešno vodilo sistema, če se bo z svojimi zaposlenimi sprlo. V javnem sektorju je veliko ljudi, zelo veliko ljudi, ki si želijo delati, ki si želijo dobro delati, ki želijo, da bi imel javni sektor, ne bo to uprava, zdravstvo, šolstvo in drugi podsistemi, pozitiven imidž in so žalostni, ko gledajo, kako je v bistvu politika ustvarila izrazito negativen imidž javnega sektorja in ustvarjala nekakšen zmoten občutek, da smo na dveh različnih čovnih, zaposleni v zasebnem in v javnem sektorju, plujemo na istem čovnu. In niso to ljudje pod A in pod B, vsi spadamo v isto človeško vrsto, imamo iste prednosti in hibe in nikakor nismo državljani A in B kategorije. In vlada se bo morala tega zavedati, iskati rezerve v javnem sektorju, vendar na takšen način, da bo kritično maso tistih, ki hočejo dobro delati, dobila na svojo stran. Tretja ključna beseda, kot rečeno, je pa vključevanje in sodelovanje. Hvala. Ja, ki jaz nekako te stvari nekako povzel in dodal nekaj svojih misli. Zdaj, mi smo nekako se strinjamo, da sta bila osnovna cilja slovenske pomladi samostojna, demokratična, na pravu temelječa država. To je bil eden od ciljev, drugi prehod v uspešno na znanju temelječo družbo z več in boljšimi delovnimi mesti. Da se konča stagnacija, gospodarska stagnacija družbega sistema, v katero nas je sedanja vlada ponovno pripeljala. Popolnoma ista gospodarska situacija je, kot je bila, kot se je nakazovala v letih 88, 89 in 90. Torej, osnovni cilj, ki si jih moramo tukaj zadati, jaz sem se tukaj koncentriral na drugo točko, ker v prvi točki so kolegi že toliko povedali, da je, mislim, tega zadostni, da sem kakor ne bi mogel tega tako kvalitetno narediti. Zdaj sem jaz usredotočil na drugo točko. To se pravi, mi si moramo zadati, na bodoča vlada je pred izhod iz krize, ki ga ta vlada ni sposobna izvesti, nova in boljša delovna mesta, ki jih tudi ta vlada ni sposobna generirati, in vidimo, da se nezaposlenost povečuje preko vsake mere,
Zagotavljanje kratko in dolgoročne gospodarske uspešnosti in rasti. Mi rabimo gospodarsko rast, če hočemo imeti zaposlitev. Gospodarska rast ni nekaj staromodnega, uspešna in na znanju temelječa družba. To so, če odmislimo slovenske posebnosti, ali pa če hočete konkretne napake sedanje vlade, vse te cilji ostro pokrivajo z Lizbonsko strategijo. V slovenskih razmerih sta predpogoja za doseganje teh ciljev racionalna raba finančnih virov in racionalna in humana raba človeških virov. Na obojih moramo mi graditi, oboje moramo mi izkoriščati. Če torej to konkretiziramo za 3 politične cilje, pomeni preusmeritev finančnih virov bank v državni lasti od umirajočih podjetij k novim malim podjetjem, ki so v ustreznem finančni podpori sposobna prehajati v srednja in velika podjetja in pri tem ustvarjati več in boljših delovnih mest. To vodi do dviga bruto domačega proizvoda, do dodajanja vrednosti na zaposlenega in do večje javne blaginje. To, da je vlada potopila nekaj milijard v podjetja, kot so SCT, ko jih je financirala in vzdržvala pri življenju, ko so bila dejansko klinično že mrtva, ko je samo SCT naredil recimo v Ljubljanski banki za 800 milijonov dolga, ki ga ne bo nikoli noben drug vrnil kot slovenski davkoplačevalci. Tako stanje je nevzdržno in tako zapravljanje materialnih virov ne vodi nikamor. Mi moramo racionalno uporabiti človeške vire, to so naši ljudje, ki hočejo delati, ki so predstojni, ki hočejo prizadevati. Zato potrebujemo, da uravnotežimo vpis na posamezne študijske programe s pričakovanimi zaposlitvenimi možnostmi. V zadnjih letih smo priča razkoraku, ki se odpira med vpisom na programe, ki vodijo direktno samo na Zavod za zaposlovanje in med tistimi programi, ki so podupisani, ki pa imamo, kjer pa imamo delovna mesta, ki čakajo, tista delovna mesta, ki bi zagnala naše gospodarstvo. To se pravi, mi moramo imeti racionalno in tudi humano uporabiti človeške vire. Nekomu omogočiš tudi zaradi tega, da bo končal na Zavodu za zaposlovanje in kako bi humano dejanje. Jaz mislim, da je osnovno sredstvo za tega cilja predvsem korektna informacija. Mi moramo slovensko javnost informirati, kje so delovna mesta, kje delovnih mest ni. Niso mladi ljudje krivi za to, da ne sledijo tega cilja. In zadnje, jaz mislim, da kako je že tudi kolega Virant pomenil, znižanje davčnih obremenitev najkreativnejšega dela prebivalstva in jim omogočiti, da svojo kreativnost usmerijo v kvalitetno gospodarsko rast in nova boljša delovna mesta. Pri tem se bi spet sklicoval na že tolikrat citiranega, ampak jaz ga bom tudi namenoma še enkrat primerjal ameriškega ekonomista Richarda Florido v njegovi prvi znameniti knjigi, ki so mu sledile še naprej, to je The Rise of the Creative Class. To se pravi rast kreativnega razreda ali kako hočete. In če gremo, mora nova vlada ta kreativni razred pridobiti in na njemu graditi boljšo ekonomsko prihodnost. Jaz mislim, da so to nekako ti cilji, mi se moramo zavedati osnovnih ciljev slovenske pomladi, se k temu pogledu vrniti in na teh konceptih, tako kot pred 20 leti, združiti Slovence in Slovenke v prizadevanju za boljšo in uspešnejšo Slovenijo. Jaz se vam vsem zahvalil in zdaj upam, gospod in gospoda, ne bo stavila nič proti, če damo dami prednost in vam bo gospod Novako, da pove svoje mnenje. Spoštovani pobudniki današnje javne tribune, spoštovani predsednik, gospe in gospodje, lepo pozdravljeni. V prvi vrsti mislim, da je treba dati Sloveniji novo upanje. Vidimo, da so ljudje zaskrbljeni, da ne vidijo izhoda, da se sprašujejo, ali sploh kdo v tej Sloveniji pozna rešitve, ali lahko popelje Slovenijo na novo pot. In neke raziskave pravijo, da si celo 40% Slovencev želi izseliti Slovenije. Pa mislim, da toliko Slovencem ne gre tako hudo, tako slabo, da bi se zaradi materialnih dobrin želeli izseliti. Mislim, da bolj zaradi tega vzdušja, tega negativnega, pesimističnega vzdušja predlaga v Sloveniji.
Zato se mi zdi zelo pomembno, da bo nova oblast, upam, da pomladna, Slovencem vrnila upanje. Predvsem mladi. Če se spomnimo, pred nekaj leti so delali raziskave in naša mladina ni želela iti v tujino na delo. Sedaj si pa želijo. In teh je vedno več, ki iščejo zaposlitev v tujini. Povsem razumljivo. V Sloveniji ne dobijo stanovanja, ne morejo si ustanoviti družine, ne dobijo dela za nedoločen čas, kar bo seveda vedno težje. Skratka, želijo si delati v tujini. Pred časom so bile to le redke izjeme. Za Novo Slovenijo je stvar povsem jasna. Leva politična oblast razpada pred našimi očmi, tega sicer ne priznava, predsednik pravi, da so še vedno tako učinkoviti, kot so bili prej. Potem je vprašanje, kako so bili prej učinkoviti, če sedaj en minister lahko vodi 3 resorje. In če nekdo ne zmore dobro, učinkovito opraviti nekega dela, potem so na vrsti drugi. Tako je običajno v zahodnih demokracijah. Pri nas si pa sedaj izmišljujemo nove stranke, nove obraze. Ja, potrebni so novi obrazi. Ampak nove stranke, to so tako kot stari mehovi, v kateri želimo dati novo vino, pa poznamo to primeru iz Svetega pisma. S tem nas morda želijo spet prelisičiti in stare stvari prodajati pod novimi podobami. Torej, Nova Slovenija si bo prizadevala, da bo dosegla na volitvah čim boljši rezultat. Za nas tudi pravimo, da nismo vsi ljudje enaki in tudi vsi politiki nismo enaki. In tudi vse stranke nismo enake. Menimo, da smo politiki z vestjo in z odgovornostjo in politiki, ki v prvi vrsti poskrbijo zase, za svoje bližnje, za lobije, za mreže. To se sedaj dogaja pred našimi očmi. Zato mi se bomo potrudili, da bo naš rezultat čim boljši in vse to, kar ste sedaj tukaj naštevali, tudi Novi Sloveniji podpiramo in podpišemo. In še nekaj bi omenila, govorili smo o sodelovanju. Ja, res je. Slovenska politika je bila prevečkrat izključevalna. Preveč smo se delili na prvorazredne in drugorazredne državljane. Kierkegaard pa pravi, da tisti, ki je na oblasti, tisti ima to odgovornost, da tistega, ki je izgubil, povabi k sodelovanju. Torej, v sedanji vladi, ta vlada ni bila pripravljena ta politična opcija, torej ni bila pripravljena na to, da bi povabila k sodelovanju tiste, ki smo izgubili, ker so bili samozadostni. In če hočemo spet vrniti politiki zaupanje, delati drugače, kot se je delalo do sedaj, potem so na vrsti tisti, ki bodo zmagali, da povabijo k sodelovanju. In samo na tak način bo Slovenija lahko napredovala, iskala nove rešitve in jih tudi našla in dobila široko podporo. Meni je žal, da v primeru pokojninskega zakona se že ni to zgodilo. Povemo vsi, kako je potreben. Ko bi bilo bolje, da se še 2 leti pogovarjamo, da politika postane enotna, potem tudi sindikati ne bi mogli ničesar narediti, prepričana sem v to. In ker so pred nami tako težki izzivi in ker nam seveda ni vseeno za Slovenijo, je prav, da iščemo nove načine, nove paradigme, nov konsens, nov način reševanja problemov, nov način sodelovanja v Sloveniji. In če uporabim en lep rek, nekoč so imeli krščanski demokrati eno geslo, da je Sloveniji potrebno vrniti na smeh, srce in dušo. In mislim, da smo si prav takšno Slovenijo predstavljali pred 20 leti, sedaj smo pa ugotovili, da ni takšna. Ampak 20 let, to je lahko zelo dobra prelomnica za to, da spet začnemo delati tisto Slovenijo s srcem, z dušo, z nasmehom, s prihodnostjo, z upanjem. Res, da je tudi jesen prinaša cvetje, ne poznamo cvetje jeseni, ampak pomlad je zagotovo najlepša priložnost, najlepši čas za ljubezen, za rože, za več upanja.
Zato sem prepričana, da bomo podladne stranke stopile skupaj in ko bo čas spet naredili tisto, kar smo že v preteklosti pokazali, da lahko naredimo za Slovenijo. In hvala za današnjo pobudo. Hvala lepa. Prvaka Slovenske demokratske stranke, tako da Janša Hvala lepa za besedo, hvala tudi za to pobudo. Vsaka pobuda, ki kliče pri sodelovanju, je dobrodošla. Še posebej, če je mišljena iskreno in še posebej, če naleti na posluh. Ker je v začetku rečeno, da je eden od razlogov za to, da je Slovenija danes tam, kjer je, v tem, da je bilo v tem mandatu premalo sodelovanja in bilo preveč izključevanja. Tega bilo res veliko, da pa to ni značilno samo tega mandata. Tudi večina teh minulih 20 let razvoja samostojne Slovenije je zaznamovana s takšnim izključevanjem. In to je neka politika, ki je Slovenijo vodila stran od vrednot, na podlagi katerih je nastala. Ker ste uporabili v tem mobilu za današnje srečanje besedi slovenska pomlad, potem morda neki besed o tem, kaj jaz mislim, da slovenska pomlad je. Slovenska pomlad je po mojem mnenju vse tisto, kar je omogočilo, da se Slovenija demokratizira in osamosvoji. To je zelo širok pojem in zelo veliko ljudi se je prepoznalo v tej barvi političnega programa in demos, ki je to večinoma uresničuje, bil zelo široka koalicija. Takrat, ko se Slovenija samosvajala, so nastale tudi neke središčne vrednote Slovenije, ali pa so se dodatno utrdili. In vedno, kadar tisti, ki upravlja z državo, delo nasprotju s temi vrednotami, država zaide v krizo. Danes je v tej krizi. In zaradi tega ni odveč, oziroma je popolnoma pravilno, da se govori o tem, da je slovenska pomlad tudi v tem času za Slovenijo upanje, s tem, da je treba to slovensko pomlad bolj kot v političnem smislu razumeti v smislu vrednot. Teda pa so vrednote tudi osnova vsake resne politike in tiste stranke, ki delajo in trdijo drugače, slejko prej izginejo iz političnega prebivališča. Kljub temu, kar je bilo tukaj rečeno in vse, kar je bilo rečeno, je neka mešanica pozivov in programskih izhodišč. Tudi to drugo je zelo potrebno in dobrodošlo. V Sloveniji še nikoli nismo imeli resne predvolilne kampanje, morda deloma leta 2004, ker bi dejansko prišlo do tekmovanja programa. Vedno je šlo za kaj drugega, za kulturni boj, za afere ali pa za postranske teme, ki so bile ključne. In zelo ti nasveti, da se temu treba izogniti, so zelo dobrodošli in hvalevredni in tudi dobro namerni. Še boljši bili tisti nasveti, ki jih povedali kako. Imamo zelo dobro izkušnjo iz leta 2008, ko je imela edina koalicija v zgodovini Slovenije, ali pa vsaj 3 stranke te koalicije, vsaj za svojo, kot to govorimo, 100%, zelo jasen program za Slovenijo za naslednja 4 leta. Imeli smo ekipo, ki se je v praksi, po mojem mnenju, izkazala, tako pri vodenju slovenske izvršilne in zakonodajne oblasti, kot tudi pri vodenju Evropske unije v tistih prvokorikovi iz leta 2008. Bili smo pripravljeni na soočenje programov, na tekmovanje, na to, da tudi kaj spremenimo in dodamo naš program, če bo nekdo ponudil kaj božjega. Nobene te možnosti ni bilo. Jaz sem prišel v studio na Pop TV in na nacionalno televizijo, na soočenja prvih
prvih 3/4 časa je bilo namenjeno Patriji in zadnja četrtina stavke medicinskih sester, 20 medicinskih sester, ki so stavkale za plačnega sistema v javnem sektorju. Ko smo prišli do programskih zadev, je bilo čas poteklo, je bilo soočeno in končano. Tukaj ne vem, kaj lahko človek lahko zapusti sluge in spade nedialoški, ali pa celo dal tist, da se boji teh vprašanj, ali pa sodeluje v tem. Toda v nadaljevanju, če bo kdo dal kakšen dober nasvet, kako se temu izogniti v prihodnje, bo to velika dodana vrednost tega današnjega omizja in pogovora. Jer pomladna stran nikoli ni forsirala v volilnem času kakšnega kulturnega boja ali peljala stvari stran pod ključni klub. Ker pa se ve, kako je z medijskim prostorom v Sloveniji, se je temu težko izogniti. Tisto, kar odloča pri ljudeh na volitvah, je tisto, kar vedo, ne tisto, kar se dogaja. Zato tudi smo, kjer smo. In zato so tudi volilni rezultati takšni, kar so tudi. Bolj gre debata stran od programov in od realnih težav. Bolj prevladuje ta virtualna resničnost in bolj se da ljudi sperati v imenovane drugorazredne teme. Zelo enostavno je to. V času našega mandata, ko je bila gospodarska rast visoka, so meni praktično na vsakem zasedanju državnega zbora, ko so postavili poznanske vprašanja, kazali položnico in govorili o tem, kako se revščina v Sloveniji povečuje. Vedno lahko najdeš revne ljudi povsod, tudi v Luksemburgu. Čeprav vse tiste položnice niso resnične, ampak vedno je to možno. In tudi mediji so o tem poročali, o revščini. V času, ko so šle realne plače v 4 letih na vzgor do 24%, v času, ko je bila brezposelnost pol nižja kot je danes, v času, ko je Slovenija rasla še enkrat hitreje kot povprečje Evropske unije in v času, ko je Slovenija pridobila na vseh mednarodnih lestvicah po ekonomskih, pa tudi po demokratičnih kriterijih. Nič od tega pravzaprav ni prišlo med ljudi. Če danes gledate poročila na nacionalni televiziji, ko zaseda Evropski svet, je to prva tema. V času, ko je Slovenija vodila Evropski svet, je bila to 8. tema. V času, ko je Slovenija reševala težave, ki so jih imele druge evropske države, ko smo bili Evropsko unijo, so o tem poročali vsi množični mediji v teh državah, po Sloveniji tega ni bilo. Danes slovenski mediji poročajo o tem, kako Poljska rešuje neke druge težave. Slovenija je bila edina država, ki je vodila Evropsko unijo, ki je porabila za to manj denarja, kot ga namenili. Naš proračun je bil 60 milijonov evrov, porabili smo jih 55 milijonov. Na tem projektu smo prišparali 5 milijonov, pa tudi če bi porabili 60 milijonov, smo še daleč rekordni glede na ostale države, ki so predsedovali. Ko smo dali to poročilo ven, je bilo praktično popolnoma ignorirano. 5 milijonov ni bilo pomembno. Ko je sedanji predsednik vlade sam plačal 5 kavic, je bila to glavna tema pomembna. Dano 500 evrov. Mislim, da predsednik Evropskega sveta potoval približno 2 do 3 na teden druge evropske prestolnice z najetimi avioni ali srednjimi letalskimi linijami. Strošek vseh teh potovanj je bil 75 000 evrov. Predsednik države je za eno leto Sarajevo porabil 80 000. Na tem se je nekaj pisalo, ampak niča ni dal nekaj. Naše delegacije nikoli niso spale v kakšnih luksuznih hotelih. To je ta poziv, tudi kakšno dobro, ta poziv, da je treba to dela drugače, da je hvale vredno. Se je že delalo drugače, da tega ni nišče opazil. Da tega niso vedeli, vi niste pač tega vedeli. To se enostavno zamoči. Veliko je bilo dogodkov v Bruslu zelo pomembnih,
ko nacionalna televizija ni imela snemalca ali kaj ta se naredil, ali pa se je kaseta pokvarila in tako naprej. To se dogaja, to pač ljudje ne vedo. Odločajo na podlagi tega, kar vedo na podlagi nekih prepričanj, ki jih ima okolica. In to se da v veliki meri zelo manipulirati. Leta 2007 smo delali raziskavo, ki je bilo tudi vprašanje, mislim, da se bo kolega Makarovič tega spomnil. Ali mislite, da je visoka gospodarska rast za vas nekaj pozitivnega ali nekaj negativnega? 30% ljudi je odgovorilo, da mislijo, da je to, da država dosega visoko gospodarska rast, nekaj slabega, da ni. To se je tako pisalo. Pisalo se je o pregrevanju gospodarstva, o tem, da se gre prehitro in tako dalje. Ni bilo pozitivnih besed za sicer pozitivno stanje, po vseh objektivnih kriterijih. Zaradi tega tudi danes, ko je ta rast zelo pičla, ali pa lansko leto, ko je bila nizka, ta 2009, ko je bila rekordno nizka, oziroma v minusu, ljudje tega niso vedeli, ali je to slabo ali dobro. Če je bila visoka slaba, pol je nizko najbolj dobro. Na žepih se pa to ni poznalo, ker se je Slovenija zadolževala. Trend zadolževanja Slovenije je rekord. Kot je rekel zadnjič Žiga Turk, na vsakega prebivalca države na mesec porabimo 100 evrov več kot terem. 7 milijonov, 7 do 10 milijonov, odvisno od raznih dokapitalizacij, na dan na državo. Ta vlada ekonomije nikoli ni razumela oziroma zapopadla. Niti se ni resno ukvarjala. Če bi vsi proračunski in javnofinančni dokumenti drugačni. Tudi ta famozna pokojninska reforma bi imela 30 milijonov evrov učinka v letošnjem letu. Koliko se zadolžimo v 3 letih? Nikakršna kratkoročna rešitev. To ne bi bila tudi, če ta zakon ne bi imel drugih napak. V začetku tega mandata je bilo sporočeno javnosti, kako prejšnja vlada ni naredila dovolj, da bi pripravila državo na krizo, da pa se nova vlada te situacije zaveda. Na podlagi tega zavedanja so popravili proračun za leto 2009, ki je bil sprejet, ker imamo dvoletni proračune že leto prej naše vlade, in so povečali porabo za 10% v času, pa ne bi se zavedali, da je kriza. Prihodki so propadli za 10%. Stala je 20% luknja v proračunu in to se zdaj vleče vsako leto. Vse to bo treba odplačati. Zdaj smo pri uslišanju teh pozivov, ki smo jih prej slišali. To, da pride do nekega volilnega preobrata relativno kmalu in da je možno sestaviti neko vlado z neko trdno večino, pomeni, da ima Slovenija še vedno nekaj manevrskega prostora, tako pri javnem dolgu, kot pri nekaterih drugih makroekonomskih kazalcih in da morda po 2 letih vendarle za silo izplavamo iz te krize. Če to stane trajalo do konca mandata, 4 leta ne bo dovolj. In tudi ne neka normalna večina v državnem zboru. Tako da prav veliko možnosti tukaj ni. Tudi ni nujno, da situacija, kakršna je enostavno vodi do zmage strank slovenske podlage. Deliti volilni kolač, ker niso prešteti volilni glasovi, je veliko napak. Volitve so končane, ko se da zadnji glas in rezultat ali pa zmagali poraz je na mizi, ko so vsi glasovi prešteti. Do takrat se lahko veliko stvari zgodi. Videli smo razne situacije v Evropi,
so že slavili zmago, potem drugače, ker pa smo volitve, lahko vplivajo tudi razni nepredvideni dogodki in če naša konkurenca ne zna voditi ekonomije, je to dobro pri kakšnih drugih stvareh. To se je pokazalo. Ne da se pa s propagando in ne da se z ustvarjanjem virtualne resničnosti in prodajanjem te virtualne resničnosti ustvarja dodano vrednost. To se pa ne da. Če bi se dalo, potem bi tudi socialistom bil že zdravljen. Edini svetovni red in bi vse cvetelo v tem smislu, ali pa bi vsaj si verjel, da je temu tako. To slej, ko prej pride čas plačila in čas obračuna. Vprašanje pa je, če je to že zdaj. Imamo podobne primere iz nedavne evropske zgodovine, kjer je stvar potegnila, če je bila slaba tudi še naslednji mandat. In se je potem dokončno zrušila, to je iz države veliko stalo. Ampak nič ne pomaga, če se mi, ki smo tukaj, ali to manjšina tega zaveda. Odloča večina na volitve, večina tistih, ki volijo. Tisti, ki pa ne volijo, pa se strinjajo stane. Takšnim, kakršno je, pa ki pride iz teh volitev. Mogoče bo v Sloveniji potreben še en mandat ali pa pol mandata za streznitev. In bomo šli iz 92% evropskega povprečja, kot smo bili leta 2008, ne na 87, kar smo zdaj, ampak da nazaj na 79. Se bo dejansko poznalo na plaži. Zadolževanje bo konec najkasneje z koncem tega mandata, če bo trajal v rednem roku. Slovenija bo dosegla 60% deleža javnega dolga v bruto domačem proizvodu in to je evropski limit. Italija na 120, ampak oni so šli čez limit, ko ga še ni bilo. Ni bilo kasno, za nas pa ta pravila veljajo. Mi smo majhna ekonomija, kjer se stvari poznajo. Naš strokovni svet je pred dnevi predstavil program za področje razvoja financ in gospodarstva, kjer imamo tudi finančno projekcijo za naslednja 4 leta. Predvideno je drastično varčevanje, tudi nov zagon gospodarstva, ampak ob vseh teh pozitivnih trendih na obeh koncih bomo še vedno rabili 4 leta, da samo ustavimo naraščanje javnega dolga. Zato, ker vsako leto prihaja več obresti za odplačevanje. Leta 2008 je bilo manj kot 200 milijonov v letnem proračunu, naslednje leto bomo blizu milijarde. 10% proračuna samo za obresti na najete dolgove, ne za vračilo in zmanjšanje teh dolgov. Če se situacija spreminja na finančnih trgih, potem so tudi te obresti večje. In če je država bolj zadolžena in če ima slabšo ekonomijo in večjo nestabilnost, potem so tudi obresti na nove zadolžitve večje. To se bo vse nekje poznalo. Z tega vidika se tudi ne splača prevzemati naslednjega mandata v neki šibki večini. Recimo takšnih, kot smo imeli v prejšnjem mandatu. To drug misli, da se splača in če bo tak rezultat, bo pač nekdo drug to delal. Kaj ti ob situaciji, kakršna je v medijskem prostoru, nobena takšna koalicija in vlada tega ne bi izdržala. Kakšenkoli bo volilni rezultat, ta bo spremenil samo razmerje sil v parlamentu, pa vladi, vse ostalo pa bo ostalo isto. Slovenija ima še vedno enotnost oblasti. Tisti, ki misli, da je to možno upraviti samo na površini, se je zelo možno. Po še 2 leti razočaranje, to pač virtualna resničnost prevlada. Zdaj, ko mi to govorimo v državnem zboru, poteka glasovanje. Vlada ima formalno samo še 33 člansko podporo v 20-članskem parlamentu. Ampak ideološka koalicija v državnem zboru deluje nemoteno naprej. Ima ravno toliko glasov kot leta 2008. In vsi zakoni, ki so pripravljeni na te podlage, recimo tožilski zakon, bo še gladko shodil. Ne se delati iluziji, da pa se je kaj bistvenega spremenilo zaradi tega, ker je samo ta vrh izvršilne oblasti tako nesposobna, da ne zna na nek način ustvarjati niti virtualne resničnosti, čeprav za to vse inštrumente v svojih rokah.
ni problem to, da, ko smo večkrat slišali od predsednika vlade, da razni lobiji ne bi zadovoljni s tem, kar on dela. Zdaj on idealni predsednik vlade, da so te lobije, ki delujejo v ozadju, ker imajo zelo veliko prostora in krite in zaledje. Tam je problem za te lobije zaradi tega, ker jim ne obeta, da bodo to lahko počeli tudi naslednjem mandatu. Zaradi tega se čišče zamenjava in ta zamenjava je bistveno bolj verjetna in nova vlada in nek madžarski scenarij v zadnji polovici prejšnjega mandata tam je zelo verjetno tudi pri nas. In tudi ni res, da ta ideološka koalicija, ki obstaja in se vzpostavlja v tem mandatu, nima nobenega cilja in da je samo opozicija ali pa je osebno nekaj. Realna alternativa tem je vse tisto, kar ste tudi vi zapisali in robili. Da je združevanje sil preko političnih strank, ki delujejo ali pa ki se prepoznajo vrednota slovenske programe. Še vedno večinsko prepričanje v Sloveniji. V 20 letih se ni spremenilo. Je pa bilo seveda zatirano in potisnjeno na vzdolj. V teh vrednotah se prepozna tudi velik del mladih generacij, če seveda dobi to priložnost. In če sploh lahko kaj sliši o tem, ker se to vedenje sistematično odteguje te mlade generacije v 20. obletnici nastanka samostojne slovenske države. Slejko prej bo to opcija, ki bo seveda stvari postavila na svoje mesto. Vprašanje pa je, če bo to jutri, ker treba biti pač potrpetljiv. In ko prije do spremembe, mora biti ta resna. Samodelna sprememba bo samo podaljšala to stanje še do naslednjih 10 let in tega se treba zavedati. Hvala. Janez je rekel, politika mora temeljiti na vrednotah. Jaz bi to razumel, moja politika temelji na vrednotah. Tako sem jaz razumel, jaz verjamem, da bo tako razumela tudi večina Slovenije, saj dobro misleče Slovenije. To pomeni, politika temelji na vrednotah slovenske pomladi in politika temelji na obče človeških vrednotah. Mislim, da je to izredno sporočilo, ki si ga velja zapomniti in na katerem velja graditi naprej. Ni politike brez občih človeških in v slovenskem primeru vrednot slovenske pomladi. Najlepša hvala za ta referat. Zdaj bi pa dal mikrofon občinstvu, ker se je že prijavil, bi kar prosil gospoda Vilija Kovačiča za to. Do druge ure nisem videl. Mikrofon. Jaz sem se sam hoval. Nisem bil vladno, ampak tudi sem več človek. Ker iz samega odziva za vse, ki je uspet svoje, in da lahko debatiramo vsi. Skupaj bomo šmik, ne? Ne ponovim, ne? Povabil sem se sam, nisem videl, da se skatreval, ne, ampak na koncu sem se odločil. Ker nekatere teme, ki sem jih zadnje čase zastavil, v medijih, ki se pripravljajo kot izhodišča za nov program, ki se mi zdi, da so opuščeni. Ampak ni to bistvo. Želel sem povedati nekaj, kar sem spoznal v 2 letih udejstvovanja skozi civilno družbo. Civilna družba namreč skupina davkoplačevalci sindikalov. Ima zelo lep naslov. 300 podpisnikov, somišljenikov raznoraznih
pripričan z enim samim namenom. Kako v Sloveniji spremeniti energetsko politiko. Jaz se zavedam, da to ni glavni problem. Čeprav je tudi zelo velik problem. Tega ne smemo gledati. Ker gre za največjo slovensko investicijo posamično po vsem svetu. Gospod Bršič je prej govoril o ekonomskih agregatih in o Audi. Vmes pa mislim, da je še eno področje, ki ga treba tudi imeti pred očmi, to je paradržavna ekonomija. Jaz zelo povečam med ekonomisti, ne da bi podporal, pa so recimo samo iniciativno, da to vključijo, govorijo samo o finančnih agregatih, nič pa o bilancah. O bilancah teh podjetij. Kaj se tam lahko skriva? Tam niso Audi, tam je 1000 Audi. Jaz sem sam naredil eno, na me košturijo, to, kar sem amater, se bom predstavil, ne potem amater energetik, kar je nekako započasni, ker stroka energetske bankrotirana. Sem pa ekonomist iz prejšnjega stoletja. Kar je pa tudi dobro, ker ekonomija tega stoletja je popolnoma vrhunjena. To se pravi, da imam dobre karakteristike. Hočem to povedati. Ekonomska stroka teoretizira abstraktno. Več ali manj v stilu tega, kaj ljudje ne razumejo. Da bi pa kdo pogledal bilance, skrite stroške, to je pa že rekel, mogoče malo banalno prizadevanje, ki ostaja amaterje. Zdaj bom pa se od tega, kar sem napisal. Spoštovani zbor, organizatorji in vsi prisotni. Oglašam se v imenu civilne iniciative Davkoplačevalci sindikata, v kateri si prizadevamo za spremembo slovenske energetske politike. Ampak ne gre samo za energetsko, kot sem zdaj, ker skozi njo se dražimo vse kaj. Moje obvestovanje na tem področju traja že 2 leti, vendar kakega vidnega uspeha nismo dosegli. Vesel sem, da je tukaj ta zbor in v imenu civilne iniciative nekaj pozdravljam. Upam, da bo vendar zavzel tudi stališče do problema slovenskega razvoja brezogljične družbe, ki je tako poudarjena parola, ampak na nivoju parola smo se to tudi levo mestno skoraj vsi enotili. Posebno tistih stvari, ki se tičejo prihodnosti čez 20 let, ali pa čez 30 let. Zdaj namreč, problem je v tem, da zdaj namreč večinski del politike temu soočenju z realnostjo problema tega področja več ali ne namenja pozornosti. In pravzaprav sprejema zatečeno stanje, kot kaže pot za naprej. Zatečeno stanje, kot kaže pot za naprej. Mislim, da to ni povedal. V resnici pa politiko kreijo drugi, ne oblast, pač pa elektroenergetska podjetja in njihove predstavniki. Najmočnejši in najbolj vplivni so Šaleški dolini. Imajo 50-letno tradicijo in kljub velikim napakam in preteklosti, spomnim se samo EKK Velenje. Energokemijski kombinat iz 60 let. Z njim iz tako paradigme želijo 20 stoletja, kaj še imate vse danes v prihodnosti. Da je temu tako nič drug, kaj v najmočnejši vladni stranki sedijo najbolj večji predstavniki tega lobe. Ta naveza je jasna in je tukaj ne bom podrobno imenovati. Sega pa tudi do kao neodvisnih agencij, ali tako da vse to vsi poznamo. Več od sem jaz že pisal v sobotno telo, kako bi dosto belnim
prispevkom Ljudska republika Šaleška dolina, na katerega sem potem tudi dobil proteste iz te doline. Nekateri so pa celo rekli, da sem pravilno v sestanju. Ja, zdaj vidim, da bomo skrajšati za 90%. Zdaj reče, da na koncu reče, gospod Mirant je govoril o reflektirju, zelo fajn. Zelo fajn tema, jaz sem napisal en članek v filozofskem zborniku, objavljen, zakaj sem zelo presenečen, da je sploh objavljen, da bo sploh objavljen, in slovom, kdo ne dela, naj vsaj je. Tam je nekaj tega materijala, te tematike popisane. In če bo sreča, ki bom prispel, bil bo takole javno razpravo. Zaenkrat pa moram zaključiti, ker sem bi mene javno. Hvala lepa. Smeš še koga prositi? Prosim, izvoli. Zdravljeni, jaz sem pravnica, bila sem v prejšnjem obdobju v gospodarskih organizacijah. In ker je bilo danes toliko govora o načrtovanju spremembi gospodarske politike, bi da omehčam to razpravo, samo to gledala, da so imeli moji bivši direktorji krasen sistem, kadar se je v firmi kaj zataknilo. Rekli so, tovarši, naša gospodarska politika mora biti ustrezna. Hvala. Jaz ne bi šel gorno, samo vprašal bi organizatorje, če se je ljudska stranka bi upravičila. So ostali pač od govora nekaj katov, pa tudi v medijih mislim, da se je znašel, tako da mislim, da ko sem dal razprati z medijo, zdaj ne bi brali kaj katov. Je vljudno, ampak krati odklonilno. Ja, bi se pa jaz oglasil tudi kar iz tega mesta in morda samo za, ne samo za to, ampak tudi za to, da dam tem srečanju malo širšo dimenzijo, namreč sem Slovenec iz Argentine, moje ime je Andrej Fink. Ob tej priložnosti bi rad dve kratke misli povedal samo. Prvič, ponoviti tisto, kar vi že verjetno vsi veste, namreč ta, kako bi rekel, izrek, najprej domovina, potem stranka, šele na koncu ljudje. Če je jasno prav, če ne, lahko spet ponovim, ampak se mi zdi bistvene važnosti za ta slovenski trenutek. To velja za vedno in za povsod, ampak za ta slovenski trenutek se mi zdi to bistvene in temeljne važnosti. To je ena misel. Druga misel je pa zadeva to govorenje o gospodarstvu in o ekonomiji. Seveda je to nad vse važno. Nad vse važno, brez tega se ne da živeti. Vendar bi rad poudaril, da samo na tej podlagi se tudi težko živi. Kajti, če ni prej, gospod je rekel vrednote, če ni prej duha, tudi prave ekonomije ne bo. Tako je. Prave ekonomije. Mora biti najprej duh, potem na tej podlagi šele vse, kar na tem temelji in je jasno, da nujno treba to izvesti. Prava aktivna, uspešna politika, prava aktivna in uspešna ekonomija, gospodarstvo. Hvala lepa. Prosim naprej. Ja, izvolite. Vasta, pa izvolite. Dobro, takole rekel. Mislim, Bogosajevc sem jaz. Mislim, da je treba biti neizmerno pozoren na sedanjo oblast, ker meni se zdi, da je tale, kako bi rekel, ta kriza, oblastna kriza, ki se dogaja, da je to namenoma narejeno
ker se poznate tisto Leninov izrek, da ko ste oblast davali po cesti, pa se jo zagrabi. In zdaj vprašanje, če ni to namenoma narejeno, ker oni cel čas izbirajo novega voditelja, ki ga pa ne znajo najti. To se pravi, ta prav bo zagrabil, potem bo drugi del Leninovega vzorca vzel in ta je, da je treba pač narediti za en čas diktaturo proletariata, da se oblast utrdi. To se pač dela in mislim, da je osnovna napaka slovenske pomladi bila ravno v tem, da ni bilo od začetka vsakešnih par let diktature, pa bi bilo pa drugače. Hvala lepa. Daj, Vsenik, vse bi prav lepo pozdravil, posebno prvaka naših strank, SDS-a, gospoda Janeza, gospod Novakovo, Nove Slovenije in seveda ostale. Jaz bi pa nekaj samo vprašal. Misel mi je padla takrat, ko gospod Novakova omenila pomlad. A bo to dejansko pomlad 2012, ko bo ta, bi rekel, balkanska bolševistična oblast, ki jo imamo danes, odstopila in da bojo prišli na oblast dejansko ljudje v vrednotah, kot jih je gospod Fink malo prej omenil. To se pravi, to so ljudje z dušo, srcem in nasmehom. Me zanima, a bosta ona dva lahko direktno odgovorila, kakšne so možnosti, da to čim prej realiziramo. Ne da čakamo konec sedanjega mandata, sedanje oblasti. Hvala lepa. Nasmeh bojo že zmogli. Ja, mi si želimo, da bi se to čim prej zgodilo, seveda je pa, ni pa to od nas odvisno, ne? Kako? Dobro, vidimo, še kdo? Što za medsebojno na občudovanje kolegov? Pali. Lepo pozdravljeni, spoštovani zbor, spoštovani prisotni. Jaz sem Jože Pavšič iz Trebnjega in sem aktivni član Zbora za Republiko. Rad bi povedal in opozoril predvsem liderje strank in tudi vse ostale strokovnjake, predvsem na kadrovskem področju. Danes je dr. Virant govoril o človeških virih. Poglejte, v prejšnjem mandatu, ko je bil predsednik gospod Janša, predsednik vlade, so se na nižjih nivojih, to gospod Janša zelo dobro ve, na nižjih nivojih razno-razni funkcionarji, direktori razno-raznih javnih skladov iz prejšnjega sistema fajn potuhnili, preživeli Janševo vlado in sedaj nadaljevali do danes na svojih položajih. Mi smo, recimo tisti, ki smo poznali, veliko Dolencev je bilo tudi v Ljubljani na teh razno-raznih skladih, ki so bili zaposleni in so bili zakrknjeni, ko bi rekel, postkomunistični ljudje, vendar so preživeli. Če bo sedaj vlada to dopustila naprej, bo po mojem čez 4 leta spet problem. Ker ravno ti ljudje znotraj vladnega sistema, znotraj javnega sektorja, znotraj razžirajo tisto, kar je prej gospod Virant pojasno povedal. Hvala lepa.
Dušan Oražek iz Kočevja. Danes me moti nekoliko, da govorimo o državi, o padcu vrednot, pa samo na nivoju politike. Dejansko je pa ta vrednote se v drugih sferi pripravljajo. Poglejte, analitiki ugotavljajo, da je trenutna Evropa ima najbolj razširjena demokracija, kar je kdaj v njej zgodovini. In to demokracijo nosi meščanski sloj. Tako kot je v času feudalizma bil to sloj lastnikov zemlje in tako naprej, kot je potem v kapitalizmu spet lastnikov. In pri nas moramo se vprašati, ni substanca Slovenije samo politika. Politika pomeni v normalni državi, kjer srednji sloj, meščanski sloj dejansko predstavlja državo, samo menja politične stranke za to, da so različne metode se uporabljajo za razvoj tega. Jaz vas vprašam, če mislite, kakšno težo imajo lahko politične stranke. Kdo kaj ve, koliko je kakšna švicarska stranka močna? Substanca Švice ni v stranka. In mi imamo tukaj, in zdaj pa, zakaj kakšno stanje imamo mi? Ta demokracija iz tega meščanskega sloja je zelo različna v Evropi. Ti totalitarni režimi so sta dva dela tako, da svojega srednjega sloja niso uničili, eden je pa to polno uničil. Govorite, kaj se je pri nas zgodilo? Najprej se je pobilo vse nasprotnike, potem se je oblast vladila tako, da je v lastnih vrstah red delal na Golem otoku, se je pa pri tem pa brez pardona popolnoma uničilo vse intelektualno moč slovensko in vse premoženjsko moč. Razlika je, veste, ko se govori o eni substanci ene države, ali se to substanco boji in drži, ali se pa tako, ko zdaj se nečesa polastiš, pa ga denar odneseš nekam čez mejo. In jaz mislim, da bi morali pozapomniti se vprašati, kje te vrednote, kje so propade. Ne politične stranke, predvsem v našem bistvu. Jaz sem nekaj povem, mi govorimo, že volitve bo vse pokazali. Bojim se, da je naša volilna baza ni zelo razgledana, ni zelo stabilna in zelo nihajoča. Tako da bo dosti dela bo treba stranki vse nazaj dol med ljudi in dejansko vzpostaviti ene vrednote, ki bi te ljudi potem zagovarjali in potem tudi ugotavljali, katero stranko bi govorili, da bo te vrednote uveljavljala. In vsak način popravim, paziti na to, da se ne bomo mislili, da so... In poglejte, kaj se pravi se stranke po vse države? Mi smo imeli LDS na vladi, ki je bila praktično imela oblast v celi državi, vse kompletno. Potem pa so se med sabo skrigali, smo razpali. Kaj se pravi? Potem je to propada država, pa ena substancija ostala, ta substancija je nekaj druge. In te substancije vedno vprašajo, kje? Takrat je ključno. Zato bi morali mi od tole ponašati naš karakter slovenski. Slovenci so zanesljivi ljudje, delavni ljudje, se lahko njih zaneseš, niso hazarderi in tako naprej. Ne bi bilo treba te vrednote vzpostaviti in seveda politične stranke so pa dolžne, da se svojimi programi te vrednote potem ohranjajo in še jačajo. Če smem samo to vaš povzeti, mi vidimo v slovenski pomladi, bistvo slovenske pomladi v vračanju k vrednotam. Celotno gibanje slovenske pomladi je bilo odpor proti nekemu, kar je nečloveško, kar je neskladno z tradicionalnimi vrednotami. Mi gradimo in hočemo promovirati svobodo posameznika v vseh njegovih dejavnostih, zelo politično in ekonomsko svobodo, ki pa temelji na spoštovanju in sodelovanju z človekom. To je bil tisti osnovni cilj in moto. In brez tega, da bi slovenska pomlad temeljila na vrednotah, ne bi bilo slovenske pomladi. To mi lahko verjamete. Takrat je bila to ena ključnih tem in en ključnih motivov je bilo vrnitev k vrednotah. In jaz verjamem, tako kot je prvak SDS povedal, Janez je povedal jasno, da bo on gradil na vrednotah, politiko postavil na trajne vrednote. Če pogledate tudi, recimo, stranko, katero so včlanjene v Evropsko ljudsko stranko, potem boste videli, da je program Evropske stranke ima naslov Union of Values. Se
prav temelji na vrednotah. Naš pogled, naš cilj in naša politika izhajajo iz določenih vrednot. In mi lahko, da jaz osebno verjamem, da so moji kolegi, lahko to izjavo smatramo kot osrednjo izjavo današnjega večera. Slovenska politika se vrača k vrednotam. Hvala lepa. Smemo mislim to rundo zaključiti, pa bi še mogoče za par stavkov vsakega od panelistov prosil. Gremo kraj, če lahko. A ne, bi še kdo? Je še kdo, ki je Moja sposoba povedati, ki so vse odreče. Jaz sem osebno, kot sem to, kar sem ravno, kar sem rekel, to je moja ključna beseda. Hvala za zagotovitev, da se politika vrača k vrednotam. In upam, da se, če ne prej besedi, ponovno vidimo. Vsaj.